Najprej hvala za besedo in pa prav prijeten pozdrav vsem zbranim. V naslednjih minutah najprej nekaj uvodnih besed o tako imenovanem sovražnem govoru, v nadaljevanju pa predvsem moje razmišljanje o pereči situaciji v naši domovini in pa dogajanju okoli te tematike. Moj današnji namen nikakor ni kakršnokoli moraliziranje okrog tega, temveč nasprotno, predvsem predstaviti moje osebno mnenje o pereči tematiki, ki zadeva nas vse. Sovražni govor je obsežen pojem, dojemljiv na številne načine. Prepričan pa sem, da se lahko strinjamo v določeni točki, da sta ključni komponenti sovražnega govora prav nestrpnost in pa sovraštvo. To nas pripelje do neke diskriminacije, slednja pa do takšnega ali drugačnega povzročanja bolečine sočloveku. V Sloveniji v zadnjem obdobju opažamo številne oblike diskriminacije oziroma sovražnega govora. Na ulicah, v medijih, na spletu. Torej v družbi, torej na vsakem koraku. Kot da pozabljamo na osnovne vrednote, kot da ne spoštujemo niti samega sebe, kaj šele druge. Ob tem se sprašujem, je izvor sovraštva osebna nemoč oziroma šibkost posameznika, potemtakem pa sovražni govor plod nevoščljivosti in lastnega neuspeha. Prepričan sem, žal, da je večina izmed nas neposredno ali pa vsaj posredno že doživela napad na osebne vrednote, prepričanja in morda celo osebnostno podobo. In prav zato sovražni govor ni neka filozofska tema, ni neka oddaljena galaksija, ampak je realnost, s katero se soočamo. In če ne bomo ukrepali sami, kdo bo? Država s svojimi zakoni, mediji z objektivnim poročanjem, družbeno-politične elite s svojim zgledom. Seveda, to bi bilo naravnost odlično, vendar to so želje, realnost pa je, kot vemo, nekoliko drugačna. Morda je neka rešitev v jemanju oziroma v enakopravnem obravnavanju, opredeljevanju in vrednotenju kakršnekoli konotacije s sovražnim govorom. Morda. Zanima me, kdaj bomo Slovenci in Slovenke spoznali, da besede, kot so drugorazredni in da ne naštevam nadaljnjega kakršnega koli sovražnega govora, začutili, da so besede, ki nimajo kaj iskati v slovenskem družbenem prostoru, bodisi javnem, bodisi zasebnem. To ni kultura, to ni izražanje, vsekakor pa ne nedolžno mnenje. To je tipičen primer sovražnega govora, vrednega obsodbe. Morda se motim, upam, da menite, da ne. Rasizem, ksenofobija, homofobija, žaljivke, zbadljivke, prezir, srd, zapostavljanje, poniževanje. Torej diskriminacija. Diskriminacija v vseh svojih razsežnostih. Od rasne, verske pa do nacionalne, pa vse do vse bolj pogoste, zlasti v Sloveniji, politične diskriminacije. Sprašujem se, kaj oziroma kakšni občutki nas prežamejo ob teh besedah. Dragi poslušalci in drage poslušalke, težke besede, vendar to so oziroma to je orodje oziroma orožje sovražnega govora. Pa naj bo izrečeno namerno ali nenamerno, spontano ali načrtovano, v naglici ali temeljito, morda celo retorično oziroma piarovsko dovršeno. Spoštovani in spoštovane, za konec. Dokler verjamem, da dokler sleherni izmed nas ne bo nekako opredelil sam pri sebi teh osnovnih pojmov sodobnega, socialnega in družbenega življenja in
določil neko jasno mejo med izražanjem osebnega subjektivnega mnenja oziroma včasih celo konstruktivnega in strokovnega mnenja na eni strani in na drugi strani sovražnim govorom, bo ta linija zgolj bleda senca človekove presoje in nikakor ne dejanska slika človekovih pravic. Dovolj je. Postavimo si mejo, čas je, da obnovimo moralo in si postavimo neko osebno moralo. Bodimo svobodni, vendar ostanimo človeški. Hvala za pozornost.